dan želim. Dober dan. Ja. Ja, prosim, če se razkužite roke. Ste zdravi. Sem, ja. Kot ljudje se dostikrat premalo zavedamo, da smo navezani en na drugega, torej posledično to pomeni, da si moramo pomagati na nek način. Tudi s tem, ko človek daruje kri, je ene vrste oblika humanitarne pomoči, da pomagaš sočloveku, da mu pač nudiš dejansko del sebe njemu, da lažje preživi, da si opomore po, ne vem, raznih zdravstvenih težavah. Kot policist recimo se tudi srečujem vsak dan z prometnimi nesrečami, včasih tudi z hujšimi prometnimi nesrečami, katere človeku pustijo pečat, bom rekel. Mogoče se tega niti ne zavedaš, ampak ti ostane v tebi not, ne vem, kot neka asociacija v določenem trenutku, vidiš kaki preblisk, se spomniš na tisto sliko, ko si videl, ne vem, na neki prometni nesreči, ko je človek izgubil življenje, izgubil, ne vem, svoje bližnje, sorodnike, ljubljene osebe. Zato je dobro, da včasih ljudje pač malo obstanemo, razmislimo, kako bi lahko pomagali sočloveku. In to je tudi en taki način, da človeku lahko pomagaš, da daruješ kri. Kot policist si srčno želim, da bi ljudje iz dneva v dan bolj upoštevali prometna pravila, prometno kulturo, vozili strpno tudi do drugih udeležencev v cestnem prometu in s tem prihranili življenjsko pomembno tekočino, torej kri, da bi jo dobili res tisti, ki jo nujno potrebujejo.